Živijo, mi smo bili danes že na plaži, na sprehodu. Šnofka je sploh uživala, tudi midva sicer je malo pihali, tako da je malo hladno, ampak vseeno je bilo pa ful lepo. Smo se pa zdaj poslovili od Baltskega morja, na žalost. Ja, smo kar žalostni, no, da se poslavljamo od morja, zdaj dokončno. Ampak ja, ni druge. Danes sicer nimamo nič drugega za videti, se bomo samo vozili 130 km, malo več. Jutri pa imamo že prvi na prav ogled. Dobro jutro, mi smo prespali tle na parkirišču ob enem takem piknik placu ob jezeru, še kar lepo. Zdaj gremo pa naprej, imamo 40 km do enega hriba, kjer je ne vem koliko ogromen križev. Malo več zanimivosti o tem bo pol povedala, ker se bo malo naučila o tem, zdaj še niso veliko prebrala. Je pa zanimiv baje, tako da se vidimo tam na onem hribu. Največja znamenitost v Litvi. Ja. Evo, sva si ogledala ta hrib, Šnofka žal ni smela zraven, je prepovedan za pse. Sva si pa tudi malo zdaj prebrala o teh križih in prvi zapisi o teh križih so iz leta 1850, čeprav so verjetno bili postavljeni prvi že 1831. To je bil prvi upor proti carski oblasti v Rusiji takratni. In pol so jih še več postavili leta 1863, ko je bil drugi upor. Zakaj so pa pomembni in zakaj so se tako na takem mestu nabrali? Zaradi tega, ker takrat car ni dovolil, da so domače pokopavali, če so bili domači ubiti v teh uporih, ker so bili proti njemu. In zato so bolj na takem mestu jih postavljali, da so častili svoje bližnje. Ja, v 20. stoletju so potem še bolj pomembni ratali. Sem je veliko vernikov hodil, maše so tukaj imeli in posebej pomembno je bilo pač to v Sovjetski zvezi, ker pač niso odobravali teh križev. V 60. letih 20. stoletja so celo prišli z buldožerji in vse to uničili, zažgali lesene križe, kamnite, so uničili pač glavnem vse, ampak kljub temu, da so to uničevali, so še vedno nastajali novi in zaradi tega je to kot neko mesto upanja in pač Vztrajnosti, to je beseda. No ja, v glavnem, zelo pomembno je to ratalo šele potem, ko je Sovjetska zveza razpadla. Sploh posebej ko je ratalo potem v 90. letih, ko je to mesto papež obiskal. In ja, zdaj je to najbolj pomembna stvar v Litvi, verjetno. Je pa kar creepy, no. Jaz se ne bi tam po noč sprehajala. Res je ogromen teh križev, kar je čez drugega, veliki, majhni, leseni, kamniti, kovinski, nideni. Res, čist noro. Živja. Jutro. Danes je po zelo dolgem času tako čist sivo vreme, tako da sva čist lena, sploh se nama nič ne da. Ampak vseeno bomo se zdaj peljali 100 km do enega mesta, kaj bo Rok povedal več o njem. V bistvu prav veliko še ne vem, mora še malo spet prebrati. Ampak ja, eno zelo staro mesto njihovo, včasih je bila prestolnica Litve to. Iz glave sem že pozabil, kako se je. Na UNESCO-vem seznamu. Ja, moramo preveriti, ampak je pa tudi kar nekaj arheoloških izkopavanj tam bilo. In neka stara mesta so prekrita, zdaj zgleda kot hribi, ker so že prekrita z zemljo. Bomo videli, kako bo zanimivo. Ja.
to je zdaj na spisku, pol cela popoldne pa bova po moje filme gledala pa spala. Je bilo včasih veliko takih hribčkov, v katerih so tukaj zadaj. Bilo jih je več kot 1000, da so naredili gor trdnjave. Tukaj jih je bilo 5, ena od njih je bil grad, ena pa neka cerkev gor. Prva je v prvem tisočletju pred Kristusom že nastala, drugače pa že od bronaste dobe ljudje tukaj živeli. Zaradi tega je to tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine to mesto. In ja, v bistvu ratalo je mesto dejansko v 13. in 14. stoletju in od takrat je postalo vedno bolj pomembno. In je bila prva prestolnica litvanska, zdaj pa pač Vilna. Jutro. No, včeraj smo se pripeljali do izhodišča neke poti 5-kilometrske, ne bi bila lepa, v nacionalnem parku Neris ob reki. Ja, edina gorska reka v Litvi in tle bomo zdaj šli na eno 5-kilometrsko učno pot. Naj bila najtežja v tem parku, ampak mislim, da še zmeraj ni glih težka. No. Ja, upajmo, da bo lepo. Ja. Tale pot, no, tako. Nič posebnega. Pri nas ima vsaka vas ene 10 takih poti, lepših. Pa naj bi bila to ena lepših poti v Litvi, tako da so bila kar malo razočarana. Se je lepa tako, pač lepo za nas prehod, ampak če greš iz hiše ven pa na tak sprehod je super, da bi se pa furil sem, pa ni bil. Ja, pa vsaj ok mesto za prespati. Se pa zdaj vozimo drugače naprej proti geografskemu središču Evrope. Ja. Pa nisem vedela, da je to v Litvi. Kar presenetilo. Smo čisto blizu. Se vidimo tam. To središče Evrope so določili leta 1989, ampak takrat še niso upoštevali Malte kot dela Evrope, tako da v resnici sploh ni tle, ampak nekje tle v bližini, ne vemo točno. Nekje blizu, ja. Je pa drugače tudi to zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Rekord, da je sredina Evrope to. Pač ja, tako no. Je pa to za ta vlog, se vidimo v naslednjem. Ja.